Popoldanski klepet s Podokničarjem. O lepoti bo šla danes beseda, o lepih dekletih. Obstaja stereotip, miselni vzorec, da lepa dekleta so samo lepa, da niso pametna, da so zgolj obešalniki za obleke in še marsikaj in marsikaj. Ampak to že dolgo ne drži več. In tudi prej ni držalo za vse. Ko pa sem spoznal njo, sem videl, da je v njej neka toplina, nekaj globjega, v njej je nekaj več. In zelo sem vesel, da je danes z nami v studiu Miss Slovenije 2019 Špela Alič. Dober dan, Špela. Živjo. Špela Alič, zakaj si se odločila in se prijavila za tekmovanje? Prijavila se nisem sama, prijavila me je moja prijateljica, ker nisem zbrala poguma, da bi se prijavila sama. Saj veš, pa nisem dosti lepa, pa se mi ne bo šlo, pa tako. No, potem sem se sama odločila, da bom sodelovala in zaradi tega, ker to ni več lepotno tekmovanje, ampak je projekt, ki podpira slovensko, ki išče v dekletih nekaj več kot zgolj lepoto. In kaj to pomeni, iščete slovensko? Kaj podpirate slovensko izdelke, slovensko naravo, turizem, slovensko pesem, besedo? Ja, podpiramo turizem, podjetništvo, avtorje, glasbenike. Pa ni samo to, je povezovanje, to, da moramo stati skupaj, si pomagati. Torej, zelo široko, kompleksno pa slovensko. Ampak ti zanimivo, ti hodiš na fakulteto za socialne delavce in ti razmišljaš o tem, da bi bila psihoterapevta. Ja, točno tako. Ja. Zdaj sem v 4. letniku fakultete za socialno delo. Kljub nazivu sem se odločila, da študiram naprej, ker mi je izobrazba zelo pomembna, ker mi je zelo všeč, sem se našla tukaj. Imam še nekaj let, da dokončam, potem bi pa se zaposlila, da dobim najprej nekaj izkušenj in kasneje še psihoterapijo. Ko sem te spoznal, mi je bilo všeč pri tebi, vi kot družina tudi skupaj držite, ne? Ja. Mama Sonja, babica Franska, pa je Sara, pa tvoj očka, ti si tako očkova ljubica, če sem jaz tako videl. Ja. In še brata imaš, ne? Dva brata še. Ja. In te vsi podpirajo pri tej zgodbi? Vsi. Res ogromno podpore, pomoči. Ja. Ne vem, kaj bi brez njih. Takrat, ko se veš, ko pride naporno, vse skupaj faks, mis, rabaš nekoga, da te malo spodbudi. Družina, prijatelji. Pa tvoj fan tudi ob tebi stoji. Ja, res je. Zdaj, Jelka Verk je lastnica licence Miss Slovenije. Je posebej opozorila na to, da zadnje leta predvsem vlagajo v ta projekt Slovensko in slovenstvo. In kako vas pripravljajo na to? Potekajo celo neke priprave, predno postaneš Miss Slovenije in potem predno greš v svet. Ja, projekt Miss Slovenije ima poslovne partnerje. In poslovni partnerji na njihovem področju nam nudijo izobraževanja, na področju marketinga, podjetništva, o negi kože, o intimni negi, o javnem nastopanju. Tudi to? Ja, moram povedati, da sem imela velike težave s tem in da sem skozi to leto to kar prerasla. Pa nisi edina, vsak, ki stopi prvič pred kamero, ima velike težave, tudi jaz sem jih imel, ampak to je že zdavnega leta zgodovina. V Črnomlju je bil september in takrat reče, napovedovalo, kdorkoli že, Miss Slovenije je Špela Alič. Kaj si takrat doživljala? Kaj je bilo takrat v tebi? Eno veliko presenečenje. Seveda, da sem si potihem upala, da dobim krono, ampak še vedno nisi 100%, da bo ta krona tvoja. In ko te razglasijo za zmagovalko, sem kar obstala. Nisem videla, kaj se dogaja. Ploskanje. Dober občutek, ampak sem pa potrebovala nekaj časa, da sem dojela, kaj se sploh dogaja.
No in ko si enkrat dojela, ne, si rekla, da sem pa jaz tista ta najlepša v Sloveniji. Ne. Kaj misliš, da je odločilo, da so se odločili ravno za tebe? To bi mogel vprašati kar organizatorko. Ampak gotovo so videli tudi to toplino, kar sem jo jaz videl v tebi, to preprostost, to tvojo enostavnost. Mislim, da sem se tudi najbolj približala projektu, sloganu. Podpiramo slovensko in podprimo Slovenijo. Ja, pa mislim, da je tudi to, da sem topla oseba, tudi rada pomagam. Dobrodelna. Kaj si delala v Gambiji? Učila sem v šoli. V šoli? Ja, šla sem z slovensko organizacijo za slep mesec in smo hodili v šolo, ki so jo oni zgradili, tudi s pomočjo prostovoljcev. Ena najboljših izkušenj v življenju, res. Ampak tudi tukaj učiš otroke, ne? Plesati, pa telovati? Ja. Do zdaj, do naziva Miss Slovenije sem imela kar 3 svoje plesne skupine. Moji otroci, no, kaj ne rečem. Vodim pa še vedno telovadbo. Ravno danes jo imam po današnji oddaji. Lepo. Ja. Potem je prišla pa London, 5 kovčkov, 15 oblek, ne? A je bilo to veliko v primerjavi z drugim ali je bilo malo? Zelo malo. Ja. Jaz sem mislila tako, ko greš na potovanje, vzameš maksimalno 2 kovčka. Greš za en mesec, veš, da rabiš več, ampak pa vidiš punce z 11 kovčkom, si pa tako, zdaj sem pa res premalo vzela. Ali je kakšna možnost, da bi kdaj kakšna Slovenka postala Miss sveta? Je to projekt, je to posel, kjer se ne da tako blizu priti? Mislim, da bi bilo malo težje, ampak ne bi bilo nemogoče. Če sem pa iskrena, mi je pa kar projekt Miss Slovenije malo bližje srcu kot pa Miss sveta, ker vsem dela bolj na povezovanju, na znanju, ne pa zgolj na neki lepoti, pa kaj imaš za ponuditi. Tako da... A pa ste bili tam v Londonu en mesec skoraj? In kaj tam, vi ste šli tudi gledati operni hiši, ste bili zgornji dom, ste gledati dom lordov, ne? Ja. House of Lords. Pa na Oxfordu ste bili tam. In tam ste govorili o lepoti. Ja, beauty with a purpose. O čem? Kakšni lepoti ste govorili? To je lepota z namenom. Ja. Miss sveta ima zraven projekt, ki ga izvedeš v lastni državi. Temelji na prostovoljstvu, kaj si naredil za ljudi oziroma... Bila si pa tudi seveda prej v Beli krajini in tam si se pojavila tudi v neki sekundnem spotu, kako je že bilo tudi v noši, ne? Ja. Ampak nekateri ti učitajo, se si Gorenjka, belokranjski noši si se pa zato, ker je bilo to v Beli krajini. Ja. Finale je bil v Beli krajini, tako da mislim, da je primerno, da tudi nastopam v njihovi narodni noši, sploh pa saj smo Slovenci. Važno je, da je slovenska noša, ne gorenjska ali belokranjska. To se popolnoma strinjam s tabo, tako da to je bila ta zgodba tam in tako naprej. Ampak zdaj si znanka, pač Miss Slovenija je le znanka, je le brenda, kaj nekaj. To pomeni, da je pred tabo lahko zelo bogata kariera, pred tabo se odpirajo svet, zlate palače, Ferrari, te to mika. Dokler mi bo všeč, mislim, dokler bo na moji poti. Glede na to, da socialno delo študiram, mislim, da mi Ferrari lih ne pomeni veliko. Ne? Ne vem. Ja, kaj pa se pa stvari v življenju spremenijo? Bomo videli. Ampak Slovenija ti je pa v srcu, ne? Ja. Verjamem. Mi dva jo bomo pa zdaj zavrtela. Požen, Slovenija. Popoldanski klepet s Podokničarjem. Danes je z nami najlepša Slovenka leta 2019, Miss Slovenije, Špela Alečič, Križ pri Tržiču. Tako uradno piše, ja. Ampak ko si prišla pa takrat iz Londona domov, ne, ker so te pa kar pričakali, tudi domačini, vsi veseli. Ja. Ena taka velika žurka je bila. Ja. Najprej doma, pol pa še z Miss ekipo. Presenetili so me, no, res.
Ja, ampak kar ponosni na tebe, da te poznajo in tako naprej. Ja. To je veliko. Kako pa na faksu, ker sošolce pa sošolke zdaj vajo, ne, kolegi, kako oni to dojemajo? Vsi me zelo podpirajo, še posebej te bližnje prijateljice, ki se večinoma časa družimo. Veseli so. S profesorji se dodatno dogovarjam, kako bi šlo, ko manjkam na faksu. Ker imaš veliko obveznosti zdaj. Ja. Ampak še vedno zelo močno voljo potem, da naredim šolo do konca. Naj ti ostane. Za nekaj fotografij smo te prosili, izbrali smo, mislim, da 12 od vsega količine, ki smo jih dobili. Da bo pogledala proti ekranu, tukaj si dej. Dobila krono. Tukaj si krona. Ja. A to je da Miss Slovenija 2018 je da? Ja, točno. Je tako, ne? Lara Kalan, ja. Lara, pejva naprej. In zdaj si razglašena, najlepša, pa si res lepa. Hvala. Pa simpatična, taka, fino. Še tako malo prestraščena fotografija. Ja. Po mojem še nisem vidno... To ste pa vse 3? Misice. Vse misice, ne? Ja, Maja Zupan, Miss 2017 in Lara Kalan, Miss 2018. Gremo naprej. To si pa da ti sama. Ja, Kje pa je to? To sem zdaj malo že bolj not upeljana, to so rimske terme. A tam si bila, ja? Tukaj so imele naše polfinalistke uradno predstavitev. Aha, gremo naprej. To si pa že v Londonu, ne? Ne, tole je pa Torino, Italija. Italija, kaj je tam? Ja, z DV-softom okoli potujem in hodim na njihove sejme. Tako da zaenkrat sem zdaj že bila v Singapurju, Indiji in pa Torinu. S to firmo? Ja. No lepo, iz režije pravijo, da gleda, ta pa imaš življenje. Tukaj poziraš, ne? Ja, to je opera. Opera, aha, lepo. Ja. Gremo naprej. Kaj pa je to? To so pa punce iz tekmovanja Miss sveta. Podarila sem in to sami ne obližem. To sama mi je dala nekaj materijala. So jih noge bolele pa to? Ja, se veš, veliko pet pa to. Pa sem prinesla darila, ker sem vedela, da bodo lahko uporabile. Prijazna, greva naprej. Te pa nekaj telovadaš, kje? Ja, to je bilo tudi športni dan na Miss sveta. Ja, lepo, greva naprej. To pa je? To je bila pa moja cimra. A to je ta Slovakinja? Ja. Ki so rekli, da sta sestre? Ja. Z njo sem še vedno v stiku. Ja. A tukaj pa tako resna, tako... Smo se peljali malo po reki do... Temzi, ne? Ja. Ja, in si tako resnobno deluješ, lepo, ja. Tako lepo. Joj, to je pa... To je pa malo bolj... Delovna, ne? Ja. To je pa... A pa za lepoto treba potrpeti? Se sem uživala, če sem iskrena. To je naš poslovni partner, Sentik. In vas takole razvajajo? Ja, malo izobražuje glede nege kože in malo pomaga, da bo moja koža hidrirana. Lepo. Aha, to je bilo pa čas okrog Božiča, ne? Ja. To je bilo v Londonu? Ja. V Londonu. To je bilo. Te smo videli, ja, lepo je bilo to vse videti. Zdaj, ko si zdaj tukaj, se pripravlja seveda tudi že Miss 2020. Ja. Kaj, že bilo neko predizbor ali kako? Do zdaj imamo 36 polfinalistk. Imele so že uradno predstavitev. Maja sledi polfinale. Do takrat bodo dekleta imela izobraževanja z našimi poslovnimi partnerji, pa tako naprej. A plešeš ti? Ja. Rada plešeš? Ja, se so zaplesala že. To mi dva sva že, vem, ampak rada plešeš? Ja. Veliko plešeš? Ja. A se pa znajdeš v kuhinji, bi znala kaj skuhati? Zato imam pa še enkrat mami, za zdaj še mami. Mami, ja. V kuhinji se še ne znajdeš? Se znajde, sem šla na izmenjavo, Erasmus izmenjavo, zdaj že 2 leti nazaj, pa sem pol leta kar v redu zase skrbila. Razen šolskih knjig, kdaj prebereš kakšno drugo knjigo? Če sem iskrena, nisem prav ljubiteljica branja, tako da... Ampak enkrat kasneje v jeseni življenja ne boš pa gotovo tudi kaj imela čas za knjige. Ja. Zdaj med poslovnimi partnerji te vodijo širom po svetu. Prej sva že zasebno govorila. Seveda, tam, kjer je kapital, tam je moč, tam je power, ne?
In je možno, da te to odpelje v svet, da ne boš več naša. Kako misliš, na kakšnem področju zdaj? Da te odpelje v svet, da te odpelje, ne vem, kakšen bogat Američan ali pa kakšen naften šejk ali pa kaj tasga, ne? Kot sem že povedala, trenutno imam partnerja Ja. in bi kar rada preživela mojo prihodnost z njim. In tudi v Sloveniji. Ja, Ampak je pa dobro, da gre človek v svet, da dobi neke drugačne izkušnje. seveda, seveda. Bila sem v Indiji in komi čakam, da grem nazaj. Boš šla še po svetu? Ja. Kaj pa zdaj to, te bolezni, ki se širijo, to te nič ne skrbi? Ja, Boli? bomo malo počakali, sej kmalu bo minilo vse skupaj, Ja. pa dalje. Včeraj bil 8. marec in zanimivo na Facebooku si napisala, ali na Instagramu, se ne vem točno, kje si. Oboje. Danes je vaš dan, 8. marec, z današnjim dnem praznujemo ekonomsko, politične in socialne enakopravnosti ter dosežke. Seveda to ni pamflet, ti to zelo resno misliš? Kaj? O tem, kar si napisala, da je to res praznik žensk, da to ni samo praznovanje kar tako. Je točno tako. Pa, Ženske, pa so ženske že dovolj emancipirane, enakopravne v tem moškem svetu? Smo na veliko boljšem položaju, kot so bile, Ja? lahko pa še veliko naredimo na tem. Kaj te leto še čaka kot Miss 2019? Kakšne obveznosti, kakšne večje? Ja, malo bom še potovala z našim poslovnim partnerjem Devesoft. Ja? Izobraževanja in stvari, ki se bodo udeleževale dekleta. Potem bomo pa videli še sprot malo. Ampak kdaj pa je spet, kdaj boš prodala krono? Konec septembra. Konec septembra? Ja. Pa še ne veš, kje bo to, ne? Bo skrivnost. Skrivnost ne do takrat ostane. Ja, na polfinalu bo znano, kje se bo odvijalo. Ja, a je to kaj težko, kar imaš na glavi, ta krona? Ne, čist nič. Ni, je. Moraš s ponosom nositi, pa nič ne boli. Pa nič ne boli, ne? Ampak je pa v tem svetu manekenstva, mislice, moraš znati tudi malo potrpeti, kar se ni cele dneve na nogah stati pa smejati se. To ni tako enostavno. Ni enostavno, ampak če si to, kar si, mislim, da stvar ni tako težka. Jel, hvala, ker si prišla, hvala, ker sva se spoznala v življenju. Hvala tebi. In hvala, ker sem spoznal, da mislice so še kaj več kot samo lepe. Ti si ena tistih, nekaj je v tebi, veš? Hvala. Lepo se mej. Enako. Tako, to je bila Miss Slovenije 2019, Špela Alič. Ja, nekaj je v njej, to ve tudi Jan Plestenjak. Jaz vem, zakaj.